Pričenjam s 50. redno sejo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki sem jo sklicala na podlagi 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Sklicem seje komisije 1.10.2021 ste prejeli naslednji predlog dnevnega reda. Prvič, predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Drugič, predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Tretjič, predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. Četrtič, predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020, in pa petič, pobude in vprašanja. Sprašujem državne svetnike, ali želi o dnevnem redu kdo razpravljati. Ugotavljam, da ne želi nihče razpravljati in predlagam, da kar preidemo na glasovanje. Prisotnih je, smo rekli, 8 članov komisije, kar pomeni, da smo sklepčni, da lahko nadaljujemo z delom. In kar sprašujem člane komisije, kdo je za prebrani dnevni red, da to potrdi z dvigom roke. Je kdo proti? Ugotavljam, da je vseh 8 svetnikov glasovalo za prebrani dnevni red in lahko pričnemo z delom. Predlagam tudi, da predstavitev in razpravo o prvih 3 točkah, tako kot vedno tudi do zdaj, opravimo skupaj, glasovanje o posamezni točki pa posebej. Sprašujem, ali kdo od državnih svetnikov nasprotuje predlogi o skupni obravnavi in ločenem glasovanju prvih 3 točk. Ugotavljam, da ne, torej bomo tako tudi storili. Tako da prehajamo na 1., 2. in 3. točko dnevnega reda. To je predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022, predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 in pa predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, ki se odvija po nujnem postopku. Kot nam je znano, je predlog proračunskih dokumentov v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije in bi kar prosila predstavnico vlade oziroma predstavnico Ministrstva za finance, generalno direktorico magistro Ireno Drmaž za predstavitev vseh 3 dokumentov. Prosim. Najlepša hvala za besedo, spoštovane in spoštovani. Veseli me, da lahko nadaljujemo ta, bom rekla, cikel predstavitve proračunov za leti 2022 in 2023 tudi na vaši komisiji. Priprava sprememb proračuna za leto 2022 in pa proračuna za 2023 je, kot si lahko pač predstavljate, potekala v okoliščinah postopnega okrevanja gospodarstva v razmerah, ko na delo in življenje še vedno močno vpliva tudi epidemija COVID-19, ki je vse od začetka pojava, pač ko smo se z njo soočili, močno vplivala tudi na naše delo in tudi na sam obseg in strukturo proračunskih prihodkov in izdatkov. Na začetku naj omenim, da zaradi teh okoliščin epidemije je bil na ravni Evropske unije dosežen širši konsenz, da mora fiskalna politika tudi v letih 2022 in 2023 še naprej spodbujati okrevanje in v ta namen je tudi zaradi vseh negotovosti v zvezi z epidemijo mogoča tako imenovana splošna odstopna klavzula oziroma izjemne okoliščine od fiskalnih pravil. To nam omogoča tudi domača zakonodaja, zakon o fiskalnem pravilu z institutom izjemnih okoliščin, ki jih je potrdil formalno tudi fiskalni svet in omogoča začasen odstop od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. To se prav poenostavljeno, to nam pomeni, da so naši izdatki lahko višji, kot bi bili sicer, če bi ta pravila še vedno veljala. Seveda namen pa je okrevanje in olajšanje posledic krize. Ocenjeni prihodki za leto 2022 so glede na sprejeti proračun
tistega, ki smo eno leto nazaj sprejemali, višji za 7%. Glede na oceno realizacije za letos, ki smo jo pa zdaj naredili v septembru, pa so višji za 4%. Za leto 2023 pa je pričakovana 3,3% rast prihodkov, kar pomeni, da je ta dinamika odhodkov, bom rekla, nekje 4 in 3% skladna tudi za neko relativno normalno dinamiko delovanja gospodarstva. Če pogledamo malo bolj znotraj strukture, so davčni prihodki ocenjeni glede na pričakovano makroekonomsko okolje in zdi se mi pomembno povedati, da so tudi že v letošnjem letu presegli predkrizno raven iz leta 2019. To se pravi, to okrevanje, predvsem v drugi polovici letošnjega leta, se že kaže, da so davčni prihodki že višji, to se pravi, da se nekako normalizirajo in zato v letih 2022 in 2023 pričakujemo pač to nekako normalno gibanje. Tako naprimer dohodnina bo predvsem odražala izboljšano stanje na trgu dela. Vemo, da imamo kar, bom rekla, že zgodovinsko nizko število brezposelnih in posledično več zaposlenih, tako da bo približno 10% več dohodnine pobrane, kot jo je bilo v letu 2019. 2019 navajam, ker je bolj normalno od leta 2020 in menim, da je ta primerjava nekako bolj realno pokaže, kaj se dogaja. V primerjavi z letom pred krizo bodo tudi prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb višji za 5,6% in prihodki od DDV-ja za 8,5%. To se pravi, glede na leto 2019, da recimo dobimo neko realno sliko. Če govorimo o odhodkih, teh planiramo za zgornjo mejo 13,9 milijarde za leto 2022, kar je 7% manj, kot smo ocenili, da bomo porabili letos, in v letu 2023 še 3,2% manj kot v letu 2022. To se pravi, gremo iz 13,9 na 13,4 milijarde evrov. Glede na ta omenjena gibanja prihodkov in odhodkov se bo primanjkljaj proračuna zniževal in bo s tem omogočal pot nazaj k neki srednjeročni uravnoteženosti javnih financ. Po denarnem toku je ocenjen primanjkljaj za leto 2022 pri 4,6% BDP-ja in za leto 2023 pri 2,7% BDP-jev. Ker se nam primanjkljaj znižuje, to vpliva seveda tudi na dolg. Dolg sektorja država, katerega v bistvu največji delež predstavlja dolg državnega proračuna, je ocenjen za leto 2022 na 77,5% BDP-ja in se potem zniža na 76% BDP. Posledično nižjim dolgom in tudi seveda zaradi aktivnosti upravljanja z dolgom se nam znižujejo tudi obrestni izdatki za servisiranje državnega proračuna. Ti so namreč recimo v najvišjem letu 2014 bili skoraj pri 3% BDP-ja, zdaj so ocenjeni v letu 2022 na 1,5% oziroma na 1,3% BDP-ja. To se pravi, so se v deležu praktično razpolovili. Glede dolga, tudi primerjalno z državami drugimi evroobmočja pa EU27 ugotavljamo, da je naš delež dolga nižji za 23,9 odstotne točke od povprečja evroobmočja. To se pravi, na tem področju je Slovenija, ne glede na to, da je včasih neka percepcija, da smo zelo zadolženi, še vedno bistveno boljšem položaju kot povprečje držav evroobmočja in tudi EU27. Gledano na BDP, ne? Na BDP, ja, gledano na BDP, ja. S nekim spletom politik, ki se pač vodi tekom leta 2021 in se potem nekako odraža tudi v 2022 in 2023, lahko rečemo, da je bila ohranjena gospodarska aktivnost in delovna mesta. Tako je za letošnje leto
ki je pač tudi osnova za načrtovanje proračunov 22 in 23, je za letošnje leto ocenjena gospodarska rast v jesenski napovedi za letos 6,1%, kar je več, kot smo pričakovali spomladi. In mogoče tukaj omenim, zakaj je tudi razmeroma težko delati proračune ali pa zakaj se potem velikokrat dobimo očitke, da nekaj je drugače, kot smo napovedovali ali pa kot smo načrtovali, da je recimo za leto 2021 smo imeli oceno ob začetku epidemije aprila, smo mislili, da bo gospodarska rast 2,2, potem junija je bila nova napoved Umarja, je bila 4,5, potem septembra je prišla na 5,1, dejansko zdaj je že ocenjena na 6,1. To se pravi, so se te makroekonomske napovedi tekom izvrševanja samega proračuna, bom rekla, bistveno izboljšale, kar lahko rečemo je tudi deloma posledica izdatnega ukrepanja države pač v podporo gospodarski aktivnosti in delovnim mestom. In ta, bom rekla, gospodarska rast, ki je razmeroma ugodna, je tudi nadaljevana v letu 2022, Umar napoveduje 4,7 in v 23 3,3% rast BDP in to je spet, bom rekla, ena razmeroma normalna dinamika, malo hitrejša od povprečja EU, kar je tudi, bom rekla, dosti tipično za malo odprto gospodarstvo, kot je slovensko, ki je pač v krizi hitrejši in bolj pade, se potem tudi hitrejši pobere. Kar so tveganja z vidika gospodarstva, ker pač je to le odbor za gospodarstvo, mislim, da je treba omeniti, da je možno tudi višanje inflacije, ki se sicer pri nas ta moment, mislim, še neposredno, bom rekla, v splošni ravni rasti cen še ne pozna, opažamo pa verjetno na posameznih področjih, predvsem pri cenah energentov in prehrambenih surovin, da se ta vpliv že kaže. Tako da tukaj sicer zaenkrat Umar še ni napovedal nekih odstopanj, ampak ocenjujemo, da tu so tveganja in računamo na aktivno vlogo predvsem ECB-ja kot regulator inflacije pač na ravni evra. Če gledamo na to gospodarsko okrevanje, ki se nam zdaj dogaja, je še vedno pač kar diferencirano po dejavnostih, predvsem izstopata predelovalne dejavnosti, gradbeništvo in pa vse storitve, ki so pač z njima povezane, kjer v bistvu je raven aktivnosti že visoka. Kakšne druge, tipa turizem je pa še vedno zaostaja. Kar je med makroekonomskimi izhodišči še treba omeniti, je izboljšanje stanja na trgu dela. Kot sem že rekla, da se nam pozna že tudi pri dohodnini, ker to so vse osnove, iz česar potem delamo leta 2022 in 2023. Kaže v bistvu, da dejansko bo število brezposelnih padlo pod 65 tisoč in to je, če sem šla prav gledati podatke, na zadnjih je bilo to kmalu jeseni 2008, takrat, ko je bila tista visoka konjunktura pred to finančno krizo. Tako da tukaj se na trgu dela bo prej problem dobiti delovno silo, kot pa pač, da bi bil problem na drugi strani z preveč brezposelnostmi. In pri načrtovanju pač vseh teh izhodišč za leto 2022 se pa vidi v proračunu predvsem prioriteta okrevanje in odpornost gospodarstva, pa ne zaradi imena tega mehanizma, ampak dejansko zaradi vsebine, kjer je investicijska aktivnost izjemno okrepljena. Vsako leto, to se pravi v obeh letih, je planiranih po 2,2 milijardi investicij iz različnih virov, to se pravi tako domačih kot EU in tudi namenskih virov. In v bistvu, če poskušamo gledati dosti, bom rekla, makro, je ta številka investicij v bistvu zelo podobna številki, ki je primanjkljaj nominalno. To se pravi, lahko bi celo rekli, da je ta primanjkljaj, ki se generira v letu 2022 in 2023, v bistvu bolj generiran strani investicij, ampak vendar, ker je prioriteta in ker pač verjamemo, da so investicije tiste, ki lahko omogočijo neko podstat za razvoj, je smiselno še pač tudi z deficitom iti in si ustvariti pogoje za daljši rok za investiranjem. Tako naprimer pri investicijah je predvsem izrazita sprememba ali pa rast na področju zdravstva, kjer je
to štirikratnik vlaganj s približno 50 milijonov letno, gremo na 200 milijonov letno. Tukaj, bom rekla, tudi regijsko po zakonu o teh nujnih investicijah o zdravstvu zelo veliko posameznih renovacij objektov, dograditev, skratka modernizacij. Potem na področju infrastrukture je klasično največji obseg, to se pravi največ v masi denarja se vlaga v infrastrukturo. Tukaj so na prvem mestu železnice in vse, kar je povezano pač z njimi. Ne gre samo za drugi tir, gre tudi za obnove pač posameznih delov ali pa širitve na področju železniške infrastrukture in tudi cestne infrastrukture. Tukaj, če si boste kdaj uspeli pogledati ta debel del, tretji del proračuna, je na tem področju izredno veliko projektov, kjer se pač tudi vidi zelo podrobno, recimo, katere obvoznice, katera križišča, skratka gre zelo za velike investicije tudi za, bom rekla, spomena lokalnih skupnosti. Vlaganja v proračunih so namenjena tudi za prilagajanje podnebnih spremembam, gre za zagotavljanje predvsem protipoplavne pa protiplazovne varnosti, oskrba s pitno vodo, čiščenje voda. Pomembno se mi zdi poudariti širitev programa mreže domov za starostnike, kjer je tudi planirano bistveno več sredstev, kot jih je bilo v preteklih letih. Pospešena so tudi investicijska vlaganja v vrtce, osnovno šolstvo, upoštevane so nujne investicije v kulturi in tudi povečana sredstva za opremljanje in modernizacijo Slovenske vojske, skladno pač so tudi zakonom, ki to določa. Namreč s tem tudi sledimo ciljem zavezništva NATO, tako da bomo dosegli 1,31% BDP-ja obrambnih izdatkov v letu 2022 in 1,41% v letu 2023. Veliko od teh investicij ima kombinirano financiranje, to se pravi tako integralni proračun kot EU sredstva in tako, bom rekla, državna kot lokalna raven. Tako da smo prilagodili tudi, bom rekla, dinamiko črpanja EU sredstev z novim tem programom, ki je v proračunih noter, tako da res bomo naredili vse, da se zagotovi črpanje v celotni perspektivi 2014-2020 na ravni celotne ovojnice, ker cilj še vedno je, bom rekla, to 100% črpanje in zaradi zaostankov v preteklih letih se nam zdaj v bistvu v zadnjih 2-3 letih kopiči oziroma bo potrebno več, še bolj pospešiti ta vlaganja, ampak ta INOP je zdaj tako narejen, da pač to omogoča in tudi proračun smo prilagodili tako, da smo omogočali, da se v bistvu ves ta, temu rečejo oni, pluženje, vse, kar je bilo v bistvu zadnja leta, da ima dovolj pravic porabe, da se lahko ti projekti in ukrepi lahko speljajo. Poleg pač teh strukturnih EU sredstev je pomembna tudi kmetijska ribiška politika. Tukaj je sicer zadeva dosti bolj stabilna in predvidljiva, tako da tukaj ni nekih, bom rekla, posebnih odstopanj od tega, kar je že bilo, pa mislim, da ste tudi danes zjutraj že imeli ta odbor. Omeniti je potrebno tudi, bom rekla, nov element z vidika financiranja iz EU sredstev, to je načrt za okrevanje in odpornost, ki je drugačen kot kohezija, to se pravi, nima principa dodeljevanja sredstev, kot smo navajeni pri kohezijskih sredstvih. Gre za denar, ki ga bo Slovenija dobila ob pogoju, da bo izpolnila določene cilje in merila, to se pravi, ne bo treba dokazovati upravičenosti stroškov enega računa, ampak ko bo nek mejnik padel, bo lahko ta sredstva prejela. Seveda še vedno bodo predmet določenih revizij in kontrol, ampak vendar je drug princip in tukaj se želi na nekoliko, bom rekla, enostavnejši pristop, ne da bi izgubili na transparentnosti in preglednosti. Zato smo se odločili, da se bo ta denar upravljal na ravni proračunskega sklada. Proračunski sklad bo ustanovljen z
pripoznan v ZIPRS-u 21, že to je tisti, ki smo ga že obravnavali, mislim, da prejšnji teden, tako da se v bistvu kot namenski prihodek, namenski sklad ustanovi in se potem vsa ta sredstva iz NOO-ja, to se pravi iz tega mehanizma, izločajo iz proračuna v ta sklad in sklad, poseben urad je za to ustanovljen, bo s tem upravljal in s tem računamo, da bomo res bolj učinkovito lahko s temi sredstvi upravljali, ker jih je velika. Tukaj se pojavlja tudi vprašanje absorpcijskih možnosti, ko govorimo o 2,2 milijardah investicij, je to ena zelo lepa številka, za katero se bomo pa morali vsi skupaj potruditi, da jo bomo lahko dejansko tudi realizirali. Ni samo po sebi umevno, da jo bomo, ampak jaz mislim, da smo zastavili, vsaj kar se tiče proračunskih teh postopkov, pogoje, da bo to možno. Naj mogoče omenim še, da tudi v letu 2022 boste zasledili v proračunih še postavke z imenom COVID oziroma rezervo z imenom COVID, ki je sicer v sprejetem proračunu v tistem prejšnjem ni bilo, ampak glede na razvoj epidemije in dogodkov je še vedno v tej rezervi denar, bom rekla, za varovanje zdravja ljudi. To se pravi ne več za ukrepe, podpore, kakršnekoli, ampak v bistvu cepljenja, cepiva, testiranja, mikrobiološke preiskave, skratka ta del, bom rekla, čist zdravstveni in pa seveda en del denarja za tiste ukrepe, ki že veljajo, pa bodo padli v izplačilo v letu 2022, naprimer te turistični boni, če bo nekdo jih izkoristil, konec decembra bodo padli, jih bo treba plačati in zato je tukaj še tudi na tej rezervi še nekaj denarja. Med drugimi mogoče velja omeniti samo še recimo večja postavka plače in stroški dela. Tukaj upoštevano to, kar je veljavno, to se pravi so razmeroma majhne rasti pri plačah in stroških dela, pri čemer so upoštevani vsi veljavni dogovori in razlike so predvsem na področju notranjih zadev, to se pravi policija, ki ima posebni dogovor, pa obramba. Tam, če bi šli gledati drugače, pa so v bistvu te zvišanja stroškov dela predvsem zaradi rednih napredovanj in neke dinamike. Potem je v proračunih upoštevan dogovor o višini povprečnine, o tem smo več včeraj povedali na pristojnem odboru za lokalno samoupravo, tako da to je upoštevano v številkah. Upoštevana je tudi, kar je tudi, se mi zdi pomembno povedati, pri transferu v SPIZ, da bo uskladitev pokojnin v 2022 4-odstotna, to se pravi govorimo o redni uskladitvi, ki ta številka pade ven iz formule po zakonu SPIZ 60-40 plače inflacija, glede na napoved Umarja, kot je sedaj, in je to zdaj noter upoštevano. Med programskimi področji je mogoče zanimiva še znanost, ki se tudi znanost, raziskave, razvoj se krepi tudi skladno z zakonom, tako da tukaj je en večjih skokov, tako ker z vidika vlaganja v raziskovalne programe, projekte, mlade raziskovalce, pa tudi ena večja investicija je to biotehnološko središče. Druge, v bistvu zdravstveno varstvo sem že omenila, se krepi predvsem zaradi investicij, prostorsko planiranje, tudi nekoliko več za stanovanjsko problematiko, kultura, tudi nekoliko več za varstvo kulturne dediščine. Tako nekako, mogoče, da ne bi zdaj predolga bila, kar se tiče proračunov. Zdaj pa, če dovolite še, smo rekli, da lahko še izvrševanje, to se pravi zakon o izvrševanju proračunov je, bom rekla, ta klasični dvojček, en brez drugega ne moreta biti, to se pravi, ki nam bo omogočil izvrševati ta dva proračuna. V bistvu ni, kako bi rekla, nič zelo poseben od tega, kar je klasično v tem zakonu vedno urejeno. Pomagal nam bo, da se bo nadaljevalo možno izvajanja, financiranja ukrepov COVID preko splošne proračunske rezervacije, to, kar smo v bistvu že v 2020 nekako peljali, pa mislim, da se je izkazalo za zelo učinkovito in pregledno. Si veliko pomagamo s tem načinom, tudi potem, ko razlagamo
zakaj smo denar porabili. Potem ohranjajo se vse določbe, ki se vežejo na izvedbeni način za novi mehanizem za okrevanje in odpornost, to, kar sem že omenila, namenski sklad in v bistvu gospodarjenje s temi sredstvi. Potem je klasično v zakonu določen obseg zadolževanja in dovoljenih poroštev, obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države. Potem je tudi v njem pričakovano določen letni dodatek za upokojence. To je ta, ki določa 450 evrov, je najvišji za tiste, ki imajo do 570 evrov pokojnine. Povprečnina, kot je upoštevana, je tukaj ima tudi zakonsko podlago, 645 evrov in 647 evrov, to se pravi za leti 22 in 23. Določa se tudi eno podaljšanje ukrepa PKP, ki je vezan na financiranje iz sklada za vode za urejanje vodotokov. Ta je pač pomemben, ker omogoča delovanje tudi za lokalno raven in ker prej pač to ni bilo možno iz sklada za vode te službe financirati. To bi bile mogoče ključni elementi ZIPRS-a, ki se pravim nima nekih večjih posebnosti, ki ne bi pasale v ZIPRS, tako da mislim, da je mogoče na tej točki to dovolj, pa če karkoli še, pa lahko tudi pojasnimo dodatno. Hvala lepa magistrici Drmaževi za predstavitev vseh treh dokumentov. Naj vas spomnim, da ste po elektronski pošti prejeli tudi poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je imela skupno sejo z interesno skupino lokalnih interesov. In sicer so proračunske dokumente obravnavali kot zainteresirano delovno telo in bi kar prosila poročevalca komisije, to je državnega svetnika gospoda Strnada, za predstavitev poročila. Izvolite. A lahko prosim se izklopiti? Hvala. Zdaj pa je. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav. Kot ste že rekli, predsedujoča, je bila včeraj izvedena ta skupna seja obeh pristojnih organov Državnega sveta za lokalno samoupravo in poleg današnjih gosti, gospod Drmaževe sodelavci, je bil prisoten tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik, ki nam je tudi predstavil določene poglede vlade na lokalno samoupravo in seveda na dokumente, ki smo jih včeraj obravnavali. Seveda, kot že rečeno, smo mi več časa posvetili tistemu delu dokumentov proračunskih, ki obravnavajo lokalne skupnosti oziroma ki se tičejo lokalnih skupnosti in brez glasu proti na koncu podprli vse tri proračunske dokumente. Ti v nasprotju s predhodnimi večletnimi proračunskimi dokumenti nakazujejo bistveno večje razumevanje aktualne vlade za delovanje slovenskih občin in njihovo financiranje. V preteklosti smo bili pač od vlad, vsakokratnih vlad, deležni obljub o finančnih razbremenitvah občin in postavitvi bolj pravičnega sistema financiranja občin. No, šele zdaj s to vlado oziroma s temi proračunskimi dokumenti pa se zdaj to realizira. Ti vključujejo višino povprečnine v skladu z dogovorom z reprezentativnimi združenji občin, pričajo koreniti spremembi odnosa do vlade, do lokalne samouprave. Pa pri tem ne gre le za vprašanje financiranja občin v smislu povprečnine, ampak se je bistveno spremenil odnos tudi glede investicijskih aktivnosti in tudi financiranja razvojnih nalog, ki jih imajo občine. To pa seveda vodi k izboljšanju kvalitete življenja ter enakomernega razvoja občin.
Če omenim samo investicije v vrtce in šole, ki se bodo zdaj končno začele pospešeno graditi oziroma pomagati občinam pri gradnji, pa pri varstvu okolja, pa pri investicijah v železniško in cestno infrastrukturo in pa zdravstvo in še bi lahko naštevali. Komisija in interesna skupina sta se pogovarjali tudi o skupnem predlogu vseh 3 reprezentativnih združenj občin glede dopolnitve predloga zakona o izvrševanju proračunov na način, da bi bile občine v prihodnjih 2 letih upravičene do višjega obsega sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 8% skupne primerne porabe občin. Zdaj, tukaj kakšnega zavezujočega sklepa nismo sprejeli, smo pa predlagali, da upravičeni predlagatelji amandmajev oziroma vlada proučijo ta predlog in teh združenj občin in zagotovijo morebiti dodatna proračunska sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Zakaj gre? Najbrž tudi nam, ki smo člani te komisije, se je že spomin 2-3 leta nazaj, ko smo se pogovarjali, ali bo ta procent 2 ali 3. Največkrat je bilo 2% namesto 6 zakonsko predpisanih. Na to je prišlo do predloga, da se del sredstev koristi kot nepovratna, del pa kot povratna sredstva. Zato pa še vedno ni bilo doseženih 6%, vedno, in nekatere občine so se za povratna sredstva odločile, za povratna sredstva odločile, a nekatere pa ne. In najprej je bil predlog, da se ta povratna sredstva odpustijo, oziroma da se spremenijo v nepovratna. Na to pa je po mojem mnenju boljši predlog, da se pravzaprav vsem občinam zagotovi enako izhodišče v okviru višjega odstotka v naslednjih 2 letih, vendar to, kot rečeno, smo prepustili še v razpravo, smo pa podprli ta predlog združenj občin. No, ampak vseeno smo pohvalili ta napredek, že zdaj je ta odstotek 6% in je končno prišlo do realizacije tega, kar piše v zakonu. Doslej ni bilo tako. No in pa na koncu smo izrazili zahvalo vladi in posebej obema ministroma, tako za lokalno samoupravo in finance, ki se zavedata pomena primernega financiranja lokalne samouprave kot ključnega pogoja za učinkovito izvajanje zakonskih nalog občin, ki zaradi boljšega poznavanja potreb lokalnega prebivalstva oziroma državljank in državljanov ter tudi uspešno uresničuje razvojne izzive družbe. Seveda pa smo na koncu izrazili tudi pričakovanje, da bodo tudi prihodnje vlade imele posluh za izvajanje učinkovitih in pravičnejših sistemskih rešitev financiranja lokalne samouprave. Toliko zaenkrat. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Strnadu za poročilo skupne seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in pa interesne skupine lokalnih interesov. Je pa vse 3 proračunske dokumente tudi danes obravnavala Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in bi kar prosila državnega svetnika, gospoda Branka Tomažiča, če nam predstavi poročilo oziroma stališče komisije. Izvolite. Ja, hvala za besedo in lep pozdrav tudi v imenu. Ja, Komisija Državnega sveta za kmetijstvo in gozdarstvo je danes obravnavala vse predloge novega proračunskega obdobja za 2022 in 2023. Komisija se je seznanila, imela pa kar nekaj pripomb in tudi razmišljanj. Nekako seznanjeni smo bili, da je 86 milijonov več
v proračunu, kot v naslednjem letu pa še dodatnih 6 milijonov. Po drugi strani pa komisija ugotavlja, da v predlogu proračuna za leto 2023 ni zajet sporazum dodatnih sredstev za drugi steber, kot je vlada že obljubila 100 milijonov in tiste, ki zahtevajo 380 milijonov, bi rekel Kmetijsko-gozdarska zbornica in vse nevladne organizacije. Pojasnjeno nam je bilo, da bo to kasneje in bo šlo to potem v ta SKP in se tu bo nanašalo na leto 2023 in kasneje na 2024 in naprej, kot je nova perspektiva. V razpravi so člani ponovno izpostavili, da je bilo za kmetijstvo in gospodarstvo premalo denarja danega v načrtu za okrevanje in odpornost. Čeprav na naši komisiji je bilo obljubljeno, da bomo dobili nekje 170 milijonov iz drugih virov in skladov, vendar v temu denarju ni nikjer slišati in tudi ni zagotovil. Bila so tudi druga vprašanja o kako bo glede fiskalnega pravila, da so odhodki zmeraj večji, primanjkljaj se povečuje, se pravi napram prihodkom in nazadnje smo tudi imeli kar širšo razpravo o slabem stanju v kmetijstvu, ki se iz dneva v dan kaže, da bo še slabše glede na input surovin, ki se nekako večajo od 30 do 100%. Ampak to ni v skladu z proračunom, tako da o tem ne bi več diskutiral. Toliko na kratko. Hvala. Hvala lepa. No, naj samo dopolnim, da Komisija za kmetijstvo ni sklepala ali podpira proračun ali ne, glede na to, da je obravnavala samo ta segment za kmetijstvo, ampak smo se člani komisije seznanili z vsebino. Naj vas tudi, torej tu bi dala še eno informacijo, da sva z sekretarjem gospodom Podlipcem želela povabiti na to sejo komisije tudi predstavnike Fiskalnega sveta. To je bil namreč zaključek naše lanskoletne diskusije ob proračunskih dokumentih, vendar se nam žal predstavniki Fiskalnega sveta niso mogli danes pridružiti na tej naši seji, in sicer iz razloga, ker je njihov rok za pripravo ocene proračunskih dokumentov torej danes, in delajo na tem poročilu, da ga bojo v roku končali in pripravili, tako da žal nimamo te prilike, da bi o naših razmišljanjih v zvezi z vsebino proračunskih dokumentov predebatirali tudi z predstavniki Fiskalnega sveta. Pa še eno zadevo imam, da včeraj ste namreč po elektronski pošti prejeli tudi pobudo našega kolega državnega svetnika, gospoda Danijela Kastelica, in sicer za podporo predlogu amandmaja za novi 76.a člen predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023. In bi kar prosila državnega svetnika, gospoda Kastelica, da nam ta predlog amandmaja obrazloži. Izvolite, prosim. Hvala lepa, predsednica. Jaz bi se vseeno, ker imamo vse tri točke skupaj, ob tej priliki tudi kar dotaknil proračuna 22 in 23, če lahko, ali samo amandma. Bi prosila, če lahko samo amandma, pa bomo kasneje odprli razpravo na vse tri dokumente. Dobro, hvala. Glejte, bo ZIPRS-u za zakon o izenačevanju proračuna je spregledano prav tako tudi v proračunskem dokumentu del, ki je za področje invalidskega varstva in pa invalidov izrednega pomena. To je dodatek za pomoč in postrežbo in pa nadomestilo za telesno okvaro. Zadnjič se je ta po ZUJF-u zvišal leta 2018 in 2019 in sicer za 2,7 %. Pokojnine in tudi nekateri drugi prejemki iz ZPIZ-2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, so se s 1.1.2020 uskladili za 3,2 %. S 1.12. pa so se pokojnine in drugi prejemki iz ZPIZ-a, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo ter telesne okvare,
na podlagi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin izredno uskladili še za 2%. Se posebej glasuje. Uskladile so se nekatere tudi druge osnove, ki vplivajo na raven pokojnin, vendar vsakič je spregledan ta segment, ki je predvsem za invalidske upokojence izrednega pomena. Dodatek za pomoč in postrežbo je več ali manj kot tudi nadomestilo za telesno okvaro postaja socialni korektiv, kar ni prav. Vendar v letošnjem in v preteklih letih so se rednem in izrednem usklajevanju pokojnin in drugih teh prejemkov iz področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja zviševala, so nekako se indeksirala, glede na vse večje življenjske rasti cen, življenjskih stroškov, pa se mi zdi smiselno, da državni proračun preko ZIPRS-a v letih 2022 in 2023 uskladi tudi dodatek za pomoč in postrežbo ter tudi zneskov invalidnine, kar v teh dokumentih ni predvideno. Prepričan sem, da je ta amandma upravičen in verjamem, da boste tudi na Ministrstvu za finance našli rešitev, kajti teh upravičencev spet ni takole veliko v Republiki Sloveniji, imajo pa šibek glas. Hvala lepa za pozornost in bi res prosil tudi kolegice in kolege za podporo tega amandmaja. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Kastelicu za predstavitev amandmaja k zakonu o izvrševanju proračuna. In glede na to mi je ravno sekretar rekel, da smo že včeraj poslali na Ministrstvo za finance ta predlog amandmaja, a mogoče lahko že danes pričakujemo kakšen komentar z vaše strani na amandma. Ja, hvala lepa, to drži. Mi smo ta amandma prejeli, tako da smo v tem dopoldnevu tudi bili v komunikaciji z pristojnim resornim ministrstvom, ki je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ne Ministrstvo za finance, ampak jaz zdaj v tem momentu ne morem. Jaz lahko samo s strokovnega vidika povem, kaj pač mislimo ali pa kaj pač treba ob tem upoštevati, na noben način pa ne morem vam dati mnenja ali ja ali ne. Ampak glede na to, kar je pač napisano, je mogoče malo bega, to, kar sem že ob predstavitvi ZIPRS-a povedala, kaj pač spada v ZIPRS in kaj ne. In tukaj je nekoliko dileme, ki je pač čisto strokovna, ker namreč to usklajevanje pokojnin ni v ZIPRS, je pač v svoji zakonodaji in usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo je določeno v zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, to se pravi gre nekako, bom rekla, tudi z pravnega vidika za nekoliko posebnost bi bila, če bi v to šla. In tudi ta pravica za dodatka za pomoč in postrežbo pač ni vezana na materialni položaj, ampak ima pač na neko potrebo, to se pravi ni sama po sebi socialni transfer. In ta dodatek je mogoče pridobiti na podlagi različnih zakonov. In potem, če bi te razni dodatki ne bi bili več primerljivi, to so potem ta strokovna tveganja, ki bi se pač ob tem lahko pojavlja. Prav tako pa recimo invalidnina oziroma telesne okvare ne spadajo v sistem pokojninskega zavarovanja in ni v tem smislu za socialno varnost. Zdaj, to je, jaz moram reči, res Ministrstvo za delo, tako da ne bi želela tukaj preveč posegati, je nekaj dvomov, kako to umestiti, ampak z vidika Ministrstva za finance je pa zagotovo, če se v to gre, če bo taka odločitev, treba iti z amandmajem, ampak ne samo amandma na ZIPRS, ampak tudi na sam proračun, ker taka določitev ima finančne posledice, kar pomeni, da prvi korak treba je oceniti, ker iz tega gradiva ne vidi, ali so oziroma kolikšne bi bile finančne posledice
in ker predvidevam, da bi do njih prišlo, je treba temu ustrezno amandmirati tudi proračune, ne samo ZIPRS. In sicer ne na način, kot je, če gre to gor, kje gre dol, ne. Tako da to je v bistvu z vidika proračuna kot takega in postopka. No. Toliko mogoče lahko v tem momentu na to rečemo, ampak ne bi pa želela prejudicirati karkoli, ker nisem zdaj na tem mestu, da bi lahko odločila. Hvala lepa za vaše mnenje. Želite, prosim, kakšno vprašanje? Izvolite. Ja, poglejte, mi smo se tudi strokovno službo Državnega sveta oprli, da se je to uskladilo v letu 2018 in 2019, ravno tako v zakonu o izenačevanju proračunov in to v 66.a členu. Zaradi tega smo potem, se nam je zdelo smiselno, da na ZIPRS, če pa je potrebno tudi na proračun, seveda je pa potem, bomo pa tudi tam skušali popeljati. Hvala. Hvala lepa. Imate mogoče še kakšen komentar, zakaj je takrat bilo, zdaj pa vidite, da ni mogoče? Se upravičujem, bom jaz povedala, takrat je veljal še star zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom, vmes je bil nov zakon in takrat pravzaprav ni bilo podlage noter za usklajevanje dodatka za postrežbo in pomoč. Zdaj je pa to v zakonu o usklajevanju izrecno med nameni navedeno, ne? Ko govorimo o dodatku za postrežbo in pomoč in je ta dodatek podvržen pravilom tega zakona in kupu še drugih pravic, ki izhajajo iz tega zakona oziroma ki določajo, na kakšen način se posamezne pravice lahko usklajujejo. Tako da bi to pomenili spet, veste, iz tistih 20 namenov, ki je v zakonu so taksativno naštete, vzamemo en primerček ven, ostalih 19 pa ne. Zakaj z eno pravico drugače urejamo kot za vse ostale. Tam noter so tudi recimo navedene usklajevanje invalidnine, vojne invalide in tako naprej, ne grejo po zakonu o usklajevanju transferov. Ne. Če bi tukaj za to določali drugače, bi rekli, zakaj pa ne še za une. Ne. A veste, takoj trčeš ob oviro. Hvala lepa. Tako da zdaj smo slišali vse predstavitve, vsa pojasnila, tudi v zvezi z amandmajem. Zdaj pa odpiram razpravo državnih svetnikov na prve 3 točke, to se pravi proračun 22, 23 in pa zakon o izvrševanju proračuna. In pa seveda tudi na amandma, ki ga je predstavil državni svetnik gospod Kastelic, ker bomo kasneje tudi o njem glasovali. Tako da kar izvolite. Državni svetnik gospod Branko Tomažič se je prijavil k besedi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Enkrat še malo moje mnenje. No, tako bi rekel, da vsi novi proračuni so lepo predstavljeni, gospodarska rast, zmanjševanje brezposelnosti, na drugi strani tudi vidimo primanjkljaj se veča, ki se bo kasneje zmanjšal, lepo se zapira sistem kreditov, ter se jih revitalizira z drugačno obrestno mero. Investicije, potrošnja, izvoz, uvoz, pozitivno, lepo. Vendar iz mojega razmišljanja ne bom ne glasoval ni proti ni za vse proračune, ker smatram, da je kmetijstvu premalo namenjena in premalo posluha. Že ne samo zadnja vlada, prejšnje vlade, zelo malo pozornosti namenijo kmetijstvu. Res je, da je kmetijstvo v strani Evrope nekako dotirano, SKP, in sploh, Bruselj, tudi najbolj bi rekel, se je predalčkano, na konci pa ni uspeha. Hrane je zmeraj manj, pridelava se opušča, podeželje se zarašča in sprašujem se, zakaj v Sloveniji ne razmišljamo, da je hrana strateško orožje. Ko hrane ne bo, je ne bo. Zgodovina je pokazala, kaj je bilo druga svetovna vojna, kaj je bilo pred drugo svetovno vojno, kakšni so problemi. Danes še zmeraj se razmišlja, da bo hrana prišla v Lidl, Hofer, Mercator, vse centre in bo vsemu zagotovljeno. Ne bom ponavljal stvari, ki so se pojavile tudi
par letih nazaj, ko ni bilo nekega artikla, vemo, kaj je v Angliji, ker je bil v Španiji problem, v Portugalskem in tako naprej. In najbolj me razočaralo, ko smo načrt za okrevanje in odpornost gospodarstva govorili dolgo cajta, na tem odboru lahko to rečem, potem smo tisti gospodarstvo črtali. Ker če gledamo preambule leto in pol nazaj, načrt za odpornost in okrevanje gospodarstva, potem smo pa večino denarja usmerili v državno upravo za digitalizacijo, 40% denarja bomo pojedli. Jaz pravim, da digitalizacija je relativen pojem, ker so se povsod gospodarstvu, pa tudi v kmetijstvu stvari postavile in digitalizirale, tam, ker so bili sposobni, ker so znali, ker so vedeli, kaj morajo napraviti, če se pa državna uprava ni, pa je to druga stvar. Po drugi strani me moti, ker bo zmeraj več podatkov treba dajati, v tej državi je premalo cenjeno delo. In delo, in delo, in delo. In vse drugo je več cenjeno. In če grem še enkrat na ta načrt za okrevanje odpornost, je v tem nam rečeno, da bo kmetijstvo dobilo iz drugih naslovov, zdaj tega denarja ni. Kmetje so postavili določene pogoje, da je treba dodatna sredstva, če se smo prilagajati in zagotavljam novim spremembam, ki jih direktiva ali ekoteroristi, ki nas večkrat pravim, hočejo prisiliti, da enostavno bo drugo vse več pomembno kot kmetovanje. No, potem, če gremo še na pametne vasi in tako naprej, bi radi iz podeželskih vasi naredili nočitvene vasi, kjer bo še bolj oteževano kmetovanje in kmetijstvo. Celo sam minister razmišlja, da ga moti že muha in traktor in mukanje krav. Tu sem prebral z enim članki groza. In če sem poslušal zdaj in gledal od Tanja Čop, uvodnikov kmetovalcev, ko je napisala, ali si kmetijski ministri sploh zaslužijo ime ministri za kmetijstvo. Ker na temu evropskemu sedaj sestanku, ki so ga imeli na Brdu pri Kranju, na Bledu, pa potem dol na Dolenjskem, se niso govorili o kmetijstvu. Sploh jih kmetijstvo ni zanimalo, kar je tragika. Vendar, dajmo se iz zgodovine kaj naučiti. Vem, vsi pravite, kmetijstvo veliko dobi. Če bi tako dobro bilo, bi se kmetijstvo ohranjalo in bi vsega preveč, ampak ni. Na drugi strani tudi, ko sem prvi začel, kupujmo domače na Kmetijsko-gozdarski zbornici pred 10 letmi, potem, da je res, da je gospod Židan tu povzel in ministrstvo za kmetijstvo, je celo vlada nasprotovala takrat, da pač mi smo v Evropi, celo predsednik Pahor rekel, ko smo pri njemu na razgovor, ja, če nekje več pridelamo v Evropi, nekje manj, se tu ni važno. Ne? Če tako razmišljamo, potem ne vem, najprej jaz pravim misli lokalno in potem misli lokalno in dela lokalno, ne pa globalno. Tako da bom še enkrat rekel, premalo sredstev namenjenih, da se bomo lahko prilagodili izzivom, ki jih trenutno zahteva Bruselj, pa tudi naši ljudje, ki razmišljajo in dajo pobudo v Bruselj, kaj se bi radi naredili. Ne? Tako da imam tukaj te pripombe na proračun. Hvala. Hvala lepa za razpravo in podano mnenje. K besedi pa se je prijavil tudi državni svetnik gospod Kastelic. Izvolite. Ja, hvala še enkrat za besedo. Zdaj same dva predstavitev proračuna 22 in 23 lahko tudi sam z mojega zornega kota ugotavljam, da sta zelo razvojno naravnana. Predvsem me veseli, da se je končno pričel spoštovati zakon o financiranju občin, kar je kolega Strnad že pred mano ugotovil in s temi povprečninami, ki so bile vsako leto v državnem svetu zelo obširna debata. V samem proračunu za 2022 in tudi 2023 je veliko ukrepov zelo pozitivnih za področje zdravstvenega in tudi socialnega varstva. Moramo priznati, da to področje je bilo v zadnjih 20 letih zelo podhranjeno. In prav je, da se na tem segmentu naredi bolj odločne poteze.
Ko je magister Demažova predstavljala prej, ne vem, ali sem narobe razumel, da je izrazila bojazen, da vse investicije v 2022 ne bodo realizirane. A sem jaz prav, da je bojazen to ministrstva, bi prosil to še malo za podrobnejše. Skratka, predvsem na področju zdravstva in socialnega varstva, kot sem se že prej dotaknil, so tukaj stvari, ki bo treba še kakšno leto, tudi po 2023, nameniti določena sredstva. V samim proračunskih dokumentih pa danes ni bilo posebej izpostavljeno, je pa zadeva nas vse, to je zakon o dolgotrajni oskrbi in pa demografski sklad. Kako je v tem delu proračun stopa v ta segment in vemo vsi, da samo na sredstvih Evropske unije to ne bo šlo. In pa, kar je naslednje zelo pozitivno, ko ste povedali, da se bodo tudi za 4% zvišale pokojnine, vendar v teh dokumentih, kar sem že prej podal amandma na ZIPRS, je ponovno se prezrlo to manjšo skupino, katera je upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo in pa nadomestilo za telesne okvare. Kot sem že prej dejal, bi si želel, da je to sistemsko rešeno z usklajevanjem pokojnin v naslednjih proračunskih obdobjih, tako da ni rečen, da bodo imeli vedno ti upravičenci oziroma uporabniki svojega predstavnika v zakonodajnem področju, da bi na to opozarjal. Zato je sistemska rešitev tega področja zagotovo umestna za v prihodnje. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Kastelicu. Razpravo pa nadaljujemo. K besedi se je prijavil državni svetnik gospod Zidanšek. Izvolite. Ja, hvala lepa. Prijetno in fajn je poslušati, da v bistvu, oziroma tudi se vidi, da sta oba dva proračuna zdaj pa res, bom rekel temu, bogata, ne? Predvsem na tistem delu, ki si ga želimo, da se enostavno dogaja, čeprav na drugi strani seveda skeptiki bodo pogledali na primanjkljaj. Ampak veste, glede na to, da je bolj kot ne sta oba dva proračuna, se sta tudi s temi evropskimi sredstvi upeljana kot v bistvu neke vrste izhod iz krize, ki je zadela ne samo našo državo, ampak v bistvu cel svet. Moč seveda s tem, da zaženeš določene investicije, oddelaš tisto, kar je potrebno in seveda pričakuješ posledično preko gospodarske rasti tudi potem napajanje samega proračuna. Bom še malce pokomentiral ta del, ali bomo izvedli vse investicije ali ne. Ta dilema je upravičena, predvsem zato, ker je ta žalost v državi, da enostavno nimamo dovolj niti gradbene operative, da bi v bistvu zmogli vse to, kar imamo nekako v načrtu iz svojega področja oziroma z našega področja. Vem, da nam gradbinci zamujajo pri 8,5 milijonskem projektu recimo kanalizacijskih omrežij po tem trendu, ko je treba seveda koristiti tako evropska sredstva kot seveda naša sredstva. In to je tudi posledica tega, da v bistvu smo v tem času premalo bili aktivni, se pravi, se nam je zgodba nazaj podrla in jaz upam, da jo bomo zdaj z tem investicijskim ciklusom zagnali za naslednja obdobja, ker enostavno je to tista prava pot, ki pelje ven. Jaz nisem toliko skeptičen pri tem primanjkljaju, predvsem zato, ker moram reči, da se je tudi ekonomija ali pa znanost ekonomije v tem zadnjem obdobju precej postavila na glavo.
Veste, da težko, bom rekel, se ocenjuje, pa se zadane, ne? Če samo pogledamo zgodbo špekulacij z kriptovalutami, kdaj kdo reče, ni mogoče napovedati s nobenimi klasičnimi metodami, pa da ne govorimo zdaj o krizi plina in o krizi elektrike in vseh teh zadev, ki so posledično nastale zaradi zastavitve sveta. Tako da jaz absolutno moram reči, da sem vesel, bom tudi zadeve podprl. Kar se pa amandmaja tiče, pa upam, da se boste dani pa to uskladili, da boste imeli v skladu z, bom rekel, pravimi inštrumenti na prav način vložene, se pravi na prave zakone, ker očitno moram reči, da sem se razumel te argumente, da skozi ZIPRS ne bo šlo, ampak da se bojo amandmaje dali na tiste zgodbe, kjer pač naj grejo, tako da bom se pri amandmaju, če se bo glasoval, seveda zaradi tega tudi vzdržal, podprl bom pa seveda vse proračunske dokumente. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam v razpravi državnemu svetniku gospodu Strnadu. Izvoli. Ja, hvala lepa še enkrat za besedo. Zdaj, prej sem predstavljal mnenje, skupno mnenje obeh organov. Zdaj pa morda dve besedi še o tem, da se neke stvari malce bolj pojasnijo. Zdaj, če se spomnite, kako smo državni svetniki tukaj se večkrat pogovarjali o teh dokumentih, doživljali obljube in se potem razočarano ugotavljali, da pravzaprav to, kar smo mi predlagali, ni bilo nikjer upoštevano, se zadnje čase korenito spremenilo. Boste se zmenili ali? Hvala lepa. Zdaj, če se spomnimo, je Državni svet oziroma Komisija za lokalno samoupravo skupaj z interesno skupino takoj na začetku tega mandata, še pravzaprav vlada ni nastopila, organiziral en pomemben posvet, odmeven posvet glede prihodnosti lokalne samouprave, kjer tamle v zdravniški zbornici, in takrat smo dobili, predstavili svoje poglede in tudi dobili določene obljube, ki so se pravzaprav kasneje v celoti realizirale glede lokalne samouprave. Tudi naše mnenje oziroma naš predlog komisije za glede investicij v šolstvo in vrtce je bil slišan in so tako v tem proračunu upoštevane vse investicije za sofinansirane, ne samo tistih 16, ki so bile najprej glede na razpoložljiva sredstva takrat določene za soinvestiranje in jih je čez 50 izpadlo. No, zdaj so deležne oziroma smo dobili sklepe oziroma obvestila vsi prijavitelji projektov, ki so seveda ustrezali kriterijem o soinvestiranju in to ne v tako majhnem znesku. Je pa, še enkrat poudarjam, ta predlog oziroma ta pobuda šla iz naše komisije na predlog Skupnosti občin Slovenije. Zdaj glede investicij oziroma glede lokalne samouprave je treba povedati še nekaj. Tukaj, ko smo prej govorili o dodatnih sredstev za uravnoteženost občin, včeraj ste gospod Maževa povedali, ampak en kup administriranja zdaj odpadlo glede tega. Zelo se je poenostavil postopek. Prej je bilo za ta sredstva treba dobiti sklepe, treba jih je bilo dokazovati, treba je bilo en kup papirologije, skrbi. Zdaj so ta sredstva enostavno nakazana na občine in občine poskrbijo, da gredo v investicije.
to ne veste, kakšno olajšanje in koliko manj tega administrativnega dela je potrebno, in to je pomemben korak k tem razbremenitvi občin, ne samo finančni, ampak tudi ta administrativni, tehnični del. Se lahko bolj posvetimo izvedbi. Glede investicij, ne, je ta dva proračuna sta tako bogata kot najbrž nekaj prejšnjih ne skupaj. Ne. Jaz sem 2 leti prej sem se spomnil, no, 2 ali 3 leta nazaj sem poslušal po radiju eno oddajo, bilo je ob enem jubileju, zdaj se ne spomnim, je bil to gospod Petrič, ampak je ugleden slovenski gospod je bil, mislim, da je bil akademik, je rekel, da Slovenija odkar je samostojna, nima glede investicij praktično nič za pokazati. Razen nekaj odsekov avtocest je bilo vse zgrajeno že prej in da ta denar, ki ga imamo, dajemo za namene, ki pravzaprav ne prinašajo nobene dodane vrednosti. No, zdaj se je, mislim, da v tem smislu začel delati velik premik naprej in da glede na to, kar je v načrtu, kar se že izvaja in kar še v načrtu, bo pa se imelo kaj pokazati. In ko je prej kolega Tomažič govoril, da je gospodarstvo je bilo izpadlo iz tega načrta, iz imena, jaz mislim, da ravno gospodarstvo bi imelo koristi. Oni si ne želijo, po mojem, direktnih subvencij, ampak želijo si, da bi imeli delo in da bi prek tega ustvarjali prihodke oziroma dodane vrednosti in da bi na ta način bo seveda se poznalo to tudi proračunu. Zdaj, če nekdo ne ustvarja, potem nima kdo tudi plačevati v proračunu in mi tudi nimamo kaj deliti. Zdaj jaz verjamem, da je to, včeraj je še ta minister Koritnik nam povedal še eno dobro novico, namreč v skupnih občinskih upravah bomo zdaj lahko zaposlovali tudi IT strokovnjake, ki bodo v pomoč občinam pri vseh teh nalogah, ki so za nas predpisane, predvidene oziroma kamor se ta družba nagiba, pa seveda predvsem manjše občine teh strokovnjakov nimajo. No in to bo možno preko skupnih občinskih uprav zdaj rešiti, torej bo dodana nova naloga oziroma nova naloga, ki bo sofinancirana preko skupnih občinskih uprav. Zdaj mi smo bili doslej navajeni izrekati kritike, dostikrat tudi upravičene. Če se spomnite, smo se ne tako dolgo nazaj pogovarjali, ali bo šla povprečnina za evro ali 2 gor ali dol, pa na koncu je šlo dol. Še 2 leti nazaj je bila 523, če se prav spomnim, zdaj je 100 in več evrov višja. To je za eno občino, ki ima 20 tisoč prebivalcev, 2 milijona letno in s tem se že da nekaj narediti. In to seveda je za pohvaliti in kot smo na koncu mi mnenju napisali, da upamo, da priporočamo, da bo pravzaprav tako tudi v prihodnjih vladah tak odnos, da se ne bo spremenilo, čeprav se kakšna stvar tudi sliši, kako bo prihodnje, če. No in zdaj, da zaključim, da nam predolg, zdaj jaz verjamem, da morda te pohvale komu težko poslušati. Ampak dejstvo pa je, da se delajo pomembni koraki in premiki naprej in da to na vseh področjih in da si lahko samo želimo, da bi to trajalo. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku, gospodu Strnadu. Sprašujem še kolege državne svetnike, če se kdo prijavlja k razpravi. Branko Tomažič, beseda je tvoja, izvoli. Ja, hvala. Jaz nisem rekel, da gospodarstvo ni dobilo in dobilo veliko pomoč, tudi kmetijstvo v smislu COVID težav in problemov. Vendar sem pa razmišljal, da v načrtu za okrevanje in odpornost res bo gospodarstvo investiralo in se bo stvari še naprej. Bolj me je motili tisti izraz, ko smo opustili
načrt za odpornost in okrevanje gospodarstva. To pa ne vem, zakaj je šlo, pa mi ni še noben odgovoril, zakaj je ta definicija se umaknila. Rad sem pa povedal, da so proračuni dobro pripravljeni in upam, da bo tudi uspešni. Hvala. Hvala lepa za to dodatno pojasnilo. Pa bi vprašala predstavnice Ministrstva za finance, če imate kakšne komentarje na povedano? Ja, lahko mogoče na kratko, no, glede na to, kar je bilo povedano, glede kmetijstva dejansko pač ne morem soditi tega področja, ampak če gledam samo številko, za v letu 2023 na 2019 je 27% več v masi denarja. Zdaj ne sodim pač kaj kvaliteta, kvantiteta, ampak skratka je več, tukaj je tudi veliko evropskega denarja, tako da, ampak mislim, da bi to potem tudi ta odbor oziroma na tistem verjetno minister vam danes kaj več razložil. Ampak z vidika, bom rekla, ko gledamo proračun kot celota in posamezne uporabnike, je pač, bom rekla, nič ne izstopa, da bi dobil kaj manj ali pa v tem smislu. No. Toliko kot mi gledamo, ne gremo pa potem noter, ker je to pristojnost posameznega ministra. Potem omenili ste na več mestih to, kar sem mogoče malo tudi namenoma, to absorpcijsko moč. Dejansko za Slovenijo je ta masa v bistvu prek 2 milijard je velika, tudi primerljivo s tem, koliko se je investiralo v preteklih letih, tako da tukaj je taka čist, bom rekla, racionalna, ali je pač dovolj mehanizacije, ali dovolj projektantov, ali pač bomo to zmogli in želela sem pa poudariti, da z vidika proračunskih procesov pač bomo naredili vse oziroma delamo na tem, da to ne bi bila tista, bom rekla, zaviralno, da nekdo ni mogel nekaj narediti, ker mu proračun, ne vem, nek postopek ni omogočal. Je pa ta debata zelo aktualna tudi na ravni EU-ja. Jaz sama imam to priložnost, no, da v okviru predsedovanja vodim tudi pogajanja z EU parlamentom za EU proračun in je ta bojazen absorpcije, v bistvu te ogromne količine denarja, ki je zdaj, bom rekla, kot se mu reče tako helikoptersko vržena v Evropo, da se bo porabila dosti hitro in učinkovito dejansko za tiste namene, za katere je. Tako da to ni samo slovenska dilema, da ne bi kdo mislil, da zdaj strašimo, da mislimo, da je to itak preveč denarja, ne, absolutno pač verjamemo, da je treba delati na tem, da se vse porabi, ampak da ta tveganja pa obstajajo. No, to sem želela s tem povedati. Potem je gospod Kastelic vprašal glede dolgotrajne oskrbe. Ja, dejansko nisem jo omenila, je pa seveda v proračunih upoštevana. Našli jo boste v finančnih načrtih Ministrstva za zdravje pa Ministrstva za delo v razmerju 70%, 30%, to se pravi, večji del je pri Ministrstvu za zdravje, malo manjši na Ministrstvu za delo, bo pa potem, ko bo pač kakršenkoli bo zakon sprejet, ki je še vedno obravnavi v državnem zboru, pač takrat to točno določeno kaj, ampak bom rekla, sredstva za to so na nek način rezervirana, za sistem tak, in pa tudi skozi načrt za okrevanje in odpornost je noter in pač cel del, ki je vezan na to reformo, ker načrt za okrevanje in odpornost pogojuje reforma, to se pravi, ko bo sprejet zakon, je en mejnik cilj, dobimo nekaj denarja in potem lahko s tem, bom rekla, gradimo domove, če malo poenostavljamo, in spet dobimo, ampak ne toliko, koliko so stali ti domovi, ampak to, ko je pač komisija bo nekako cenila, da je to vredno. No, se to je mogoče malo in tak nov pristop, ki še ni čist, mislim, da tudi strani EK čist popolnoma dodelana, ampak na tak način bo deloval. Tako da ja, dolgotrajna oskrba absolutno je en del proračunskih dokumentov. Glede usklajevanja pokojnin in DPP-ja sem, mislim, da že prej pojasnila, tako da toliko, no, mislim, da sem nekako vse, kar je bilo zajela. Hvala. Hvala lepa. Jaz sem razpravljala že danes na Komisiji za kmetijstvo, pa moram reči, da vidim, da je kar veliko teh vprašanj z moje strani bilo že odgovorjenih tekom predstavitve, pa bi mogoče samo zaradi kolegov samo ponovila te ključne točke.
Jaz sem spraševala o fiskalnem pravilu, pa o pravzaprav statusu tega fiskalnega pravila v prihodnjem letu, pa potem tudi naprej, ne. In menim, da je bil odgovor tako racionalen, pa da bo verjetno tudi, zdaj bomo videli, kaj bo naš fiskalni svet to komentiral, vendar verjetno se bomo postopoma v roku 2 let ali pa 3 let vrnili nazaj na fiskalno pravilo. Tudi jaz sem pristaš tega, kar je kolega Zidanšek rekel, ne, da je šparanje ni vedno garancija za uspeh, v tem primeru mislim, da ne. Zdaj, če te glavne gabarite pogledamo na prihodkovni in odhodkovni strani in pa na primanjkljaju, dejstvo je, da se znižuje primanjkljaj, do vključno leta 2023 zmanjšuje, torej tako glede absolutnega zneska kot tudi udeležbe v bruto družbenem proizvodu, ne, se pa tudi neto zadolževanje zmanjšuje in lahko si samo želimo, da se bo tako tudi zgodilo. Tu bi mogoče imela eno čist kratko vprašanje in sicer, ali gredo sredstva, ki jih prejmemo s strani EU-ja, tudi preko prihodkov v proračun. To me je nekoliko zmedlo, samo malo, da še dokončam. Zdaj, izrazila sem tudi skrb glede zaposlovanja in sicer števila zaposlenih v javnem sektorju, ne. Pri čemer sem poudarila, da mi je popolnoma jasno, da v določenih segmentih, kot je zdravstvo, socialna in podobno, je za razumeti, da je potrebno vse te vrzeli, ki so nastale, zapolniti, da pa je potrebno biti na določenih delih javne uprave še prav posebej pazljiv. Namreč ZIPRS v nobenem svojem tekstu ne omejuje zaposlovanja, ga pa omejuje zgolj in samo za absolutnim deležem oziroma za absolutnim zneskom mase plač. In to je včasih nevarna zadeva, tako da tu bi morda bil čas, da bi začeli z neko res pametno analizo razmerja zaposlenih v gospodarstvu pa razmerja zaposlenih v javni upravi in se odločili, kako in naprej po neki pametni poti. Glede proračunske rezerve mi je bilo danes razloženo, kako in kaj in zakaj je in ravno tako tudi glede nadaljevanja COVID postavke v proračunu, tako da mi je bilo to že pojasnjeno na Komisiji za kmetijstvo. In to je pa mislim, ja, mogoče imam samo še eno vprašanje, če mi boste znali morda odgovoriti. Namreč reprezentativne delodajalske organizacije smo se kar nekaj časa trudile dobiti skupni sestanek pri ministru za delo in sicer po vprašanju minimalne plače. Mi smo 27. oktobra posredovali pisno zaprosilo za podpisi 5 predsednikov delodajalskih organizacij na ministra za delo. Dobili smo po urgenci odgovor, da je ta sestanek šele 3. novembra, da bo sploh povedal, za kakšno minimalno plačo se bo odločil. Zdaj, normalno je, da so vsi plani v vseh gospodarskih subjektih že zdavnaj zaključeni, ne. To povzroča določene probleme, predvsem pa nas skrbi, ne glede na tole gospodarsko rast, ki jo beležimo, so določene panoge, sami ste omenili že prej gostinstvo, hotelirstvo, turizem, so določene panoge še vedno v problemu in dvig minimalne plače, zdaj zadnjega pol leta je že na plečih gospodarstva, prvega pol leta je hvala Bogu krila država, tako da nam to predstavlja velik problem in moje vprašanje je, katero minimalno plačo ste vi pravzaprav pri oceni mase plač za leto 2022 upoštevali, ker verjetno, da nekaj je ljudi tudi v javni upravi na tej minimalni plači, ne.
Tako da to bi bilo z moje strani vse. Bi se pridružila kolegom, ki so ocenili pozitivno proračunske dokumente. Jaz sem to že danes na Komisiji za kmetijstvo povedala. Bom tudi proračunske dokumente seveda podprla z eno strašno veliko željo, da bi v parlamentu šli po neki normalni mirni poti in za konstruktivno diskusijo do končne faze, pa da bi dejansko se tele naše napovedi tako na strani prihodkov kot tudi odhodkov uresničile. Skratka, da bi bila tale gospodarska rast v letu 2022 kolikor toliko približno taka, kot je Umar tudi napovedal. In pa seveda, da, ker je volilno leto, ne bi na odhodkovni strani izgubili kompasa. To me pa tudi skrbi, moram priznati. Tako da samo dve drobni vprašanji, če mi lahko odgovorite, potem pa bi, če ne bo več novih prijav k razpravi, zaključile za razpravo. Hvala. Hvala lepa. Ja, bom zelo kratka. EU prihodki, ja, to se pravi, EU sredstva so, mi rečemo temu deficit neutralna. To se pravi, kar potrošimo, dobimo nazaj, če je vse normalno. Tako je v bistvu tudi, ko planiramo, delamo na nuli. Tako da to je, princip je tak. Glede bojazni zaposlovanja, ja, dejansko ZIPRS je tukaj zdaj pustil dosti odprto, predvsem tudi zato, ker so se kadrovski načrti, ki jih je tudi vlada potrdila, lahko povečali in so že povečani, povečali so se pa lahko za zaposlitve vezane na to, da bomo lahko črpali EU sredstva oziroma to absorpcijo teh investicij, ker so tudi pretežno iz EU sredstev, to se pravi ljudi zato je to povečanje, pa nekaj tudi iz naslova COVID, ker nekje je treba pač tudi več, recimo v zdravstvu, tako kot ste omenila. Zato je pač tukaj to povečanje. Je pa pač dosti odprt člen, nismo hoteli imeti en kup enih izjem, ker potem je to skoraj zgubi pomembno. To je razlog, da je ta člen tak, kot je. Glede minimalne plače pa moram reči, ne vem odgovora glede tega sestanka. Kaj smo pa upoštevali noter, tisto, ki velja. Nismo pač drugače ne gre. Hvala lepa. 11% ljudi je. 11%. Ja, kljub temu, to bi se poznali kakršnokoli povečanje, tudi pri nas v gospodarstvu. Hvala lepa za ta dodatna pojasnila. Še enkrat poprašujem kolege, državni svetnik, gospod Kastelic, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi vseeno se ponovno vrnil na amandma, ker so tudi predstavnice Ministrstva za finance izrecno niso nasprotovale tega, da ga mi le sprejmemo, bi pa potem pozval predlagatelje, to je vlado v končni fazi, da ga le ustrezno umestijo v tudi Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Glejte, pobuda z naše strani, tudi mene kot interesne skupine je in verjamem, da se bo našla rešitev, kjer je volje, je vedno tudi pot. Hvala. Hvala lepa. Jaz sem ravno hotela pokomentirati, če mi dovolite še en kratek posvet z vami, da tako rečem. Namreč razmišljala sem v smeri, da bi danes mi kot svetniki Komisije za gospodarstvo vsebino podprli, govorim o vsebini, da bi vsebino tega amandmaja podprli, da naj bi pa pravno pot najdle strokovne službe Državnega sveta do plenarne seje Državnega sveta, na katerem pa lahko ustrezen amandma ali k proračunskim dokumentom ali pa k zakonu, ki to dejansko v osnovi ureja, bi pa potem tam te amandmaje sprejeli oziroma k temu zakonu najbrž ne moramo, ker ne bo odprta točka. Ampak k mnenju pa lahko to dodamo. Tako da to, kar ste vi zdaj predlagali, lahko še vedno naredimo na plenarni seji. Danes se pa le zavežemo, da vsebino pa podpiramo. To se mi zdi pomembno. Bo tako v redu? Hvala lepa. Izvolite. Podobno bi najbrž lahko tudi za tisto, kar smo mi predlagali v mnenju, da mi vključimo tudi v mnenje komisije.
To v vsakem primeru. V mnenje komisije se vključi tako mnenje kmetijske komisije, ki je kot zainteresirana danes to razpravljala, ne glede na to, da ni glasovala, ampak smo samo vzeli na znanje, kot tudi ključne poudarke iz poročila vaše skupne komisije, torej interesne in komisije. Mi nismo amandmaje, on je amandma pripravil, mi smo pa sem priporočilo. Ja, bi prosila, če se kar pripravimo, če torej prijavite k besedi, da bomo to posneli. Ja, hvala. No, sem dopolnil, jaz upam, da ste se prav razumela. Ne samo, da poročilo, ki je imel predsednik Komisije za lokalno samoupravo, včeraj je bilo tudi seveda vseh treh združenj oziroma predvsem Združenja skupnosti občin Slovenije predlog po vključitvi amandmaja o financiranju občin, zakonu o financiranju občin iz 21. oziroma 23. člena iz 6 na 8%. To je, mislim, pa verjetno ste nista prav. Ne, nisva se razumela, priznam. Tako da to je Dušan želel upozoriti, da bi to, glede na to, da amandmaja še ni pripravljenega, prosili seveda pripravljavce amandmaja in to je verjetno skupnost občin Slovenije, ki nekako kvalificira niso, torej bi mogli zainteresirana komisija, to pa je v tem primeru za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, pripraviti predlog amandmaja in seveda s tem amandmajem na enak način, kot je zdaj tudi gospod Kaselic z komisijo predlagal ta amandma in seveda, da se opredeli do tega, do naše plenarne seje, ker bomo obravnavali te dokumente. Se strinjam. Zdaj, a ima kdo kakršnokoli vprašanje s tem v zvezi, drugače bi glede zakona o financiranju občin storili podobno kot ne glede na to, da nismo amandma prejeli v pisni obliki, ampak bi samo vsebino povzeli, vzeli na znanje in priporočili ali pa zavezali strokovne službe Državnega sveta, da do plenarne seje pripravi ta oba amandmaja. Je to tako izvedljivo? Ja, lahko potem v bistvu mogoče na seji pred sejo Državnega sveta interesna skupina, ki bo imela, dobi na ja, interesne skupine, in bo tako. Potem ona vložila. Ja, in bo ona vložila. K mnenju. Dobro. Ima kdo kakršnokoli vprašanje v zvezi s tema dvema amandmajama? Pripombo se ne strinja? Ugotavljam, da ne. Zdaj pa gremo na glasovanje. Na tej točki se tudi predstavnicam vlade zahvaljujem za vse pojasnila in predstavitev seveda tudi. Zaključujem za razpravo in prehajamo na glasovanje. In sicer prvi sklep. Komisija predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 podpira. Prisotnih je 8 članov komisije. Kdo je za prebrani sklep, naj potrdi z dvigom roke. 6. Prisotnih je 8 članov, 6 članov je glasovalo za, kar pomeni, da je predlog sprememb proračuna z naše strani podprt. Drugi sklep. Komisija predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 podpira. Kdo je za, naj potrdi z dvigom roke. Enako. Od 8 prisotnih članov je 6 članov komisije glasovalo za in ugotavljam, da je prebrani sklep podprt z naše strani. Potem je predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, ki jih komisija tudi podpira. Kdo je za, naj potrdi z dvigom roke. 7 članov komisije od 8 prisotnih je potrdilo tudi ta sklep in potem bomo oblikovali še sklep na amandma, ki ga je vložil državni svetnik gospod Kastelic, in sicer, da komisija vsebinsko podpira
vsebino amandmaja, da pa naj strokovne službe do plenarnega zasedanja Državnega sveta 13. oktobra ustrezno prouči pravno podlago za sprejem tega amandmaja. Se s tem strinjamo? Potem prosim, če lahko potrdite z dvigom roke. Hvala lepa. Pa še en sklep, in sicer, da komisija podpira predlog povečanja odstotka v zakonu o financiranju občin, za kar interesna skupina lokalnih interesov do plenarne seje Državnega sveta 13. oktobra pripravi ustrezen amandma. Komisija, mi kot takega pa podpiramo. In bi tudi tu prosila za podporo, kdo je za. Vsi smo glasovali za. Tako da se vam zahvaljujem glede teh proračunskih dokumentov in glede amandmajev. In prehajamo zdaj na 4. točko dnevnega reda, to pa je predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Predlog zaključnega računa je v obravnavo predložila vlada in bi kar prosila magister gospo Drmaževo, če bi lahko predstavila predlog. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, to se pravi, gre za predlog zaključnega računa za leto 2020, v bistvu neko zadnjo dejanje tega cikla za leto 2020. Zaključni račun v bistvu obsega vse elemente, pač kot jih zahteva zakonodaja, makroekonomska izhodišča, poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, primanjkljajev, zadolževanjem, obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi izdatki, primanjkljajem in zadolževanjem. Tako da v tem smislu podaja celovito sliko leta 2020, v katerem je bilo pač makroekonomsko okolje še nekoliko drugačno, kot je letos, oziroma je bilo tudi na koncu boljše od pričakovanega. Ključni podatki nam kažejo, da so bili prihodki realizirani v višini 9 milijard evrov, odhodki 12,5 milijarde evrov in primanjkljaj je bil pri slabih 3,5 milijardah evrov, kar je pomenilo 7,5% BDP-ja. To tudi mogoče primerljivo s tem, o čemer smo danes govorili, o tem zniževanju. Mogoče še nekaj pomembnejših, recimo dolg državnega proračuna je bil konec leta 74% BDP-ja, ampak to je samo državni proračun, ne prej, kar sem govorila, je bil celoten sektor država, tako da ne bi prišlo do kakšnega nerazumevanja. Nekoliko slabše od pričakovanj so bila realizirana EU sredstva, kjer je bilo v bistvu samo 77% načrtovanega, in to je tudi v bistvu posledica tega, da smo morali valeti tudi letos in naslednji 2 leti v bistvu ta sredstva planirati naprej, zato da bomo zagotovili črpanje EU sredstev. Leto 2020 je bilo z vidika proračuna, bom rekla, izredno posebno leto, ker se nam je v bistvu sredi oziroma marca, bom rekla, zgodil COVID in smo morali takrat zelo hitro reagirati na način, se boste verjetno spomnili, ker smo tudi tukaj poročali o tem, da smo najprej v bistvu zagotovili sredstva s tem, da smo sorazmerno, bom rekla, za 30% znižali takrat takoj marca izdatke pač po resorjih, potem smo pa tudi se s povečanim zadolževanjem zagotovili sredstva za financiranje ukrepov epidemije in takrat smo tudi v bistvu ta sistem spremljanja in vodenja stroškov povezanih z epidemijo vzpostavili in o tem smo takrat tudi, mislim, da 3-mesečno poročali, kar je bila pač zadeva dosti nova in je bilo, ali se dejansko vse vidi, in smo, mislim, da pokazali, da je sistem pač tako, da je na določenem podprogramu dejansko se vidi vsak člen PKP-ja, koliko je bilo za njega izplačano.
Tako da mogoče to so neke te ključni elementi leta 2020. Nujno se mi pa zdi povedati, seveda to poročilo revidira tudi Računsko sodišče, in je že bilo revidirano. In Računsko sodišče je temu zaključnemu računu izdalo pozitivno mnenje na splošni del in vladi ni treba pripravljati odzivnega poročila, ker so ugotovili, da je v vseh pomembnih pogledih pravilno in da izkazuje prejemke in izdatke proračuna 2020 v skladu s predpisi. To se nam zdi zelo pomembno, ker dejansko so bile te razmere tako negotove oziroma toliko enih sprememb je bilo, da smo se dejansko trudili, da naredimo vse transparentno in zakonito in to je v bistvu tudi to zdaj revizija Računskega sodišča pokazala. Je sicer nekaj manjših, ko se to reče, nepravilnosti, nekaj, mislim, 4 resorji morajo še nekaj popraviti, ampak ko gre v bistvu za parcialne manjše zadeve, ki v bistvu ne vplivajo na celovito oceno tega zaključnega računa. Tako da ne vem, če bi želeli mogoče še kaj podrobneje ali kakšno vprašanje. Hvala lepa v tej fazi. Sprašujem državne svetnike, če je kakšna razprava oziroma vprašanje za proračun 2020. Ugotavljam, da ne. Tu tudi ne glasujemo, ampak sprejmemo samo seznanitveni sklep, da je komisija predlog zakona, da se je komisija seznanila z predlogom zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2020. Tako da se zahvaljujem še enkrat predstavnikom vlade oziroma Ministrstva za finance za vsa vprašanja, današnje odgovore in pa predstavitve. Mi pa prehajamo na zadnjo 5. točko dnevnega reda, to so pobude in vprašanja. In pisne pobude oziroma vprašanja nismo prejeli do te ure nobenega. Vas pa povprašujem, če je kakšna ustna iniciativa, vprašanje, ideja. Tudi ugotavljam, da ne. Zaključujem za današnjo sejo, vas lepo pozdravljam in če ne prej se vidimo v sredo. Nasvidenje.